Jaz sem Franc Zalar, podpredsednik društva in bom vodil tole konferenco. Imam pa tri eminentne goste, ki bodo govorili o različnih vidikih debelosti kot bolezni. Prvi je primarij Matija Cevc, ki ga vsi poznamo, naš predsednik, seveda prihaja iz kliničnega centra. Druga govorka, ki prihaja iz kliničnega centra, iz pediatrične klinike, je asistentka doktorica Simona Klemenčič. Tretji, tudi iz kliničnega centra, pa je profesor Andrej Pernat. Vsem trem lep pozdrav. Najprej nekaj napotkov oziroma usmeritev. Konferenco snemamo. Če bi kdo ne želel se videti, naj ne vključi kamere. To seveda, ta pripomba ne velja za govorce. Drugič, lepo vas prosim, da vsi ugasnete mikrofone, tisti, ki ne govorite. Ker več prižganih mikrofonov lahko moti tudi druge. In seveda vsi, kadar bomo, kdor govori, pa ima priklopljen mikrofon, to je ena stvar. Potem, najprej bomo dali besedo vsem trem govorcem, uvodničar. In po koncu bomo pa odprli seveda debato, vprašanja. Imate več možnosti, nekaj vprašanj smo mi že dobili, tako kot vedno na naš naslov. To bom jaz povedal, drugi pa imate možnost, da zapišete v chat, v spodnji vrstici boste našli to, in pa seveda čisto preprosto z dvigom roke, tudi tam imate to možnost, najavite, če pa bo kdo samo prižgal mikrofon in začel govoriti, pa tudi svet ne bo podaril. Tako, zdaj pa je čas, da utihnem in dam besedo primariju Matiji Cevcu. Izvoli. Ja, hvala lepa za besedo. Hvala lepa tudi vsem udeležencem tokratne tiskovne konference. Tematika, o kateri bomo danes govorili, je izredno pereča. Dejstvo je, čeprav gledamo po televiziji področja, kjer ljudje stradajo in umirajo od lakote, da je od leta 2006 več ljudi umre zaradi posledic debelosti kot zaradi podhranjenosti. Podatki kažejo, da je v svetu 43% ljudi je prekomerno prehranjenih ali pa debelih. Za Slovenijo so pa te podatki še slabši. Po zadnjih podatkih, to se pravi za leto 2020, govori o tem, da je v Sloveniji 60% prebivalcev prekomerno prehranjenih ali pa debelih, se pravi tam okrog 40 je čezmerno prehranjenih, okrog 20 je pa debelih. Skratka, gre za bolezen, ki je zelo razširjena, kompleksna, napredujoča in na žalost ponavljajoča. Verjetno vsi poznate koga, ki je že skušal, pa je seveda ponovno dobil na telesni teži. Temu se reče tako imenovano jojo hujšanje, ki je zelo, zelo slaba stvar. Ampak za debelost je značilno, da pravzaprav povzroča številne težave. Cela vrsta raziskav je pokazala, da je debelost povezana z zgodnjo umrljivostjo. Pri tistih, ki so prekomerno prehranjeni, je pravzaprav taka prekomerna prehranjenost malce povezana tudi s telesno dejavnostjo, kar gre itak skupaj, povzroči kar 31% vseh prezgodnjih smrti, pa 59% srčno-žilnih smrti in tisto, kar je zelo zanimivo, 21% smrti zaradi raka je povezanih tudi z debelostjo. Ne glede in to pri tistih, ki sploh ne kadijo, ker vemo, da kadilstvo je izredno dodatno pospešuje rakava obolenja. Seveda imajo debeli posamezniki zelo povečano tveganje za pojav nekaterih najbolj razširjenih bolezni, kot so sladkorna bolezen tipa 2,
Na primer pri ženskah, ki imajo povečano telesno maso, tam za okrog 8 kg, se relativno tveganje za sladkorno bolezen poveča kar 2-krat, če imajo pa tam do 11 kg, pa kar za 3-krat. Po drugi strani tveganje za nastanek srčno-žilnih bolezni se pri debelih moških poveča za 46%, spet pri ženskah tega itak zmeri slabš pridejo skozi, kar za 64%, povišan krvni tlak je za 2,2-krat večji pri debelih moških in za skoraj 3-krat večji pri ženskah. In kot sem že prej rekel, prekomerna telesna masa je povezana z povečanim tveganjem raka za kar 13 različnih lokacij, od endometrija do raka jeter, prebavnega raka, raka dojke, raka jajčnikov, žolčnika, ščitnica, skratka debelosti pripisujemo breme raka v populaciji kar za 12% za moške in spet pri ženskah slabo za okrog 13%. Skratka, debelost ima zelo, zelo številne posledice, ki zelo prizadenejo naše zdravje. 90% sladkornih bolnikov je debelih. Med debelimi mladostniki, se pravi tistimi pred 18 letom, je bilo kar 13% takih, ki so imeli že prisotno moteno glukozno teščnost. Se pravi, tudi že v mladosti debelost začne delovati negativno na naše zdravje. Temeljna motnja pri debelosti je pravzaprav inzulinska neodzivnost. Se pravi, da naše celice na inzulin, ki je tako ključen hormon, ne reagirajo tako, kot bi mogli, in da to nadomestijo, se raven inzulina zvišuje, to ima nekatere druge posledice, sočasno s tem se tudi presnova v maščobnih tkivih zelo spremeni, začnejo se sproščati proste maščobne kisline, to je mogoče malce komplicirano reči, ampak tisto, kar je bistveno, je pa to, da vse te stvari povzročajo vnetno dogajanje v našem telesu, mi pa vemo, da vnetno dogajanje tako na nizkem nivoju ima izredno številne negativne učinke in drastično pospešuje tudi aterosklerozo in številne tudi druge težave. Zaradi tega je pravzaprav ta osrednja motnja je pravzaprav tista, ki ima za posledico vse to, kar sem prej naštel, zakaj se tako povečajo pogostnosti teh od smrti pa do zbolevanja. Zanimivo je tudi to, nekateri mislijo, da imajo debele osebe težave s koleni samo zaradi teže. Ni res. Gre za to, da pri teh osebah z prekomerno telesno težo in debelostjo se v mišičju, ki je v kolenski kotanji, zelo spodbudi vneto dogajanje in to dodatno na ta kolenski sklep vpliva negativno in povzroča uničevanje hrustanca in podobnih stvari in vse težave, ki jih imajo te osebe. To je samo eden problem, ki ga pokaže, ki ga povzročajo ta zoprnija, kot je debelost. Se pravi, poleg teh hudih težav, ki so povezane s debelostjo in prekomerno prehranjenostjo in zajemajo srčno-žilne bolezni in rake, prekomerna prehranjenost povzroča tudi zelo velike okvare muskuloskeletnega aparata in posledično tudi invalidnost. Je pa ena druga stvar, ki je pa tolažeča, na nek način. Vsako znižanje telesne mase prinaša po eni strani metabolno korist, pa tudi, kar se vnetja tiče, skratka, že majhno znižanje ima zelo ugodne učinke in tisti, ki izrazito shujšajo, neredko nimajo več povišenega krvnega sladkorja, neredko nimajo več povišenega krvnega tlaka in to je tisto, kar je dobra novica. Tudi maščoba se jim zviša, zato ker pri teh, ki imajo debelost, imajo posebno obliko motnje v presnovi maščob, tako imenovano aterogeno dislipidemijo, ko so tudi trigliceridi, vse to izgine, če shujšamo. Da bi pa to dosegli, so pa priporočila relativno enostavna.
zdrav življenjski slog. To je redna aerobna telesna dejavnost in energetsko in po sestavi uravnotežena prehrana, zlasti mediteranska prehrana in tudi način življenja. To je zelo pomembno, tudi način življenja mediteranski, se pravi pretirano pehanje, ki ga v Mediteranu za siestami in podobnih stvari morda ne ni toliko. Skratka, vse to je tisto, kar nam omogoči, da imamo normalno težo in se na ta način bistveno lažje izognemo vsem tem zapletom, o katerih sem ravno govoril. Seveda, znotraj te zdrave prehrane je tudi nekadilstvo. Mi vemo, da kajenje dodatno okvarja žile, dodatno spremeni tudi te maščobne delce, ki se pretakajo v naši krvi, da postanejo bistveno bolj hudobni. In nekateri se to lažijo, da če kadijo elektronske cigarete ali pa vajpajo, da temu ni tako. Izkazalo se je, da tudi ta način kajenja je podobno škodljiv, morda malenkost manj kot tobak, ampak je škodljiv. Zaradi tega tudi zelo odsvetujemo kakršnokoli kajenje, ne samo tobaka, tudi teh elektronskih cigaret. In če se vseh teh stvari držimo, bomo zagotovo dosegli, da se bo naše zdravje ohranilo v pozno starost in da ne bomo imeli raznih skeletno-muskularnih omejitev, bolečin v sklepih, manj vnetja, ki vse to pospešuje, in to je tisto, kar želimo ljudem položiti na srce. Prehranjujte se zdravo, živite zdravo, vzemite si čas za sebe, ne noreti, ne biti hektični, ne se pustiti vplivati temu, da karkoli naredite, ste že zamudili. Vzemite si čas in vam bo lepše na zemlji. Hvala lepa. Hvala, primarij Cevc. Jaz bi še enkrat opozoril, da ostanemo izklopljeni tisti, ki ne govorimo. Pazite tudi, prosim, da ne bi kdo prižigal radija, tu smo imeli eno opozorilo. Predno dam besedo naslednji govorki, bi rekel še tole. Oba sva, ne vem, spustila ta podatek, ampak dajmo poudariti. Debelost je tako hud problem, da je 4. marca proglašen za svetovni dan debelosti. Torej, v tej povezavi smo tudi sklicali današnjo konferenco in zdaj gremo na pediatrično kliniko v Ljubljani. Asistentka doktorica Simona Klemenčič ima besedo. Izvolite. Ja. Lep pozdrav še z moje strani. Upam, da me dobro slišite. Tako kot so me že napovedali, sem klinična psihologinja in delam z otroci, ki imajo čezmerno telesno težo. Pri nas se zdravijo predvsem otroci, ki imajo ekstremno povišano telesno težo. In zadnja desetletja postaja vse bolj jasno, kako pomembne so povezave, kako pogoste so povezave med debelostjo in čustvenimi, vedenjskimi težavami pri otrocih, pri mladostnikih, pa tudi pri starejših odraslih, pri starejših občanih, kako pogosto prihaja zraven z debelostjo še določene psihične težave, psihiatrične bolezni, pa tudi nevropsihološke težave. Te povezave so precej kompleksne za raziskovanje, ni samo enega dejavnika, ki vpliva drug na drugega, ni zdaj to, da debelost samo povzroči ene čustvene težave, ampak dejansko te težave se vplivajo druga na drugo. Se pravi, oseba, ki bo imela več čustvenih težav, bo bolj rizična za to, da se bo razvila pri njej debelost, in obratno, tam, kjer bo imela oseba več težav z debelostjo, z gibanjem, z zdravjem, bo seveda bolj rizična, da se bojo jačale njene čustvene težave, pa psihične. Tako da ta, bi jaz rekla, zanka, kje se kaj konča, kje kaj začne, je zelo težko jo jasno določiti. Je pa pomembno, da se zavedamo, da je in da te dejavniki vse vplivajo na to, da se debelost in razvije in vzdržuje.
Mogoče ne bi rada tukaj opozorila tudi na okoljske dejavnike, ki lahko veliko prispevajo k temu, da se debelost razvije. To, v kakšnem okolju otrok, oseba živi, kasneje zelo lahko prispeva k temu, kakšno hrano je, kakšnim navadam je izpostavljena, s čem jo oglasi nagovarjajo, in to veliko prispeva k temu, kako se bo obnašala, vedla in kakšne bojo njene navade. Tudi predvsem pri otrocih pa mladostnikih je zelo pomembna vloga družine, kaj družina počne, kako se prehranjuje, kakšne življenjske navade ima družina, ker to zelo lahko prispeva k temu, da se razvije debelost. Zdaj, med tistimi najbolj pogostejšimi psihičnimi pa duševnimi motnjami, ki spremljajo debelost, so zagotovo motnje razpoloženja. Predvsem motnje povezane z depresijo, depresivni simptomi, huda depresija kasneje ali pa bolj blage oblike depresije oziroma prisotnost depresivnih simptomov je tista, ki je najbolj pogosteje preučevana in tista, ki največkrat sovpada z oblikami, z debelostjo. Lahko si predstavljamo, da posameznik, ki ima težave z depresivnimi simptomi, se pravi, ima manj energije, manj volje, je bolj potrt, se bo težje lotil nekih spremembe življenjskih navad, težje bo aktiven v svojem življenju, težje bo poskrbel za zdravo prehrano, in posledično bo lahko pridobival nadalje na telesni teži. Hkrati ga bo pa sama telesna teža bo vplivala na njegovo samopodobo, težje se bo prestavil doma in se bo počutil še manj učinkovitega in bojo te občutki neučinkovitosti lahko prispevali tudi k temu, da se bojo neki lastni občutki potrtosti pa otožnosti krepili in da bo brezvoljnost, občutki brez motivacije, brez energije, da bojo vedno večji. Tako da to je en tak velik sklop motenj razpoloženja, ki so s tem povezani. Drug sklop so pa motnje povezane s tesnobo. In sicer predvsem pri osebah z debelostjo in še posebej pri otrocih pa mladostnikih velikokrat vidimo zraven povezano socialno tesnobo, kar pomeni, da se osebe nelagodno počutijo v družbi drugih oseb, imajo težave pri spoznavanju novih oseb, počutijo se ocenjevane, to je seveda povezano s tem, da imajo tudi nižjo samopodobo, počutijo se ocenjevane, počutijo se, da jih drugi obsojajo. In bi tako lahko rekla, da ne vedno brez razloga, ker osebe z debelostjo so stigmatizirane v naši družbi, raziskave so pokazale, da so manj zastopane, recimo v medijih, da se manj pogosto pojavljajo v procentualnem deležu, recimo v filmih, v serijah, v neki javni pop kulturi. Poleg tega pa jim ljudje pripisujejo po principih stigmatizacije neke lastnosti, ki jim ne nujno pritičejo, recimo lastnosti, da so manj učinkoviti, bolj leni, manj inteligentni, kar absolutno ne drži, ampak ta stigma se jih drži in ne upada tako hitro, kot bi si želeli. Raziskave iz prejšnjega desetletja so recimo pokazale, da je stigmatizacija debelosti, sicer to je na ameriškem trgu, primerljiva s stigmatizacijo črncev v prejšnjem tisočletju, recimo v 60. letih prejšnjega tisočletja v Ameriki. Tako da ta stigmatizacija je daleč od tega, da ne bi bila več pomembna in je pomembno, da se zavedamo. Seveda, take poglede in to občutijo tudi osebe z debelostjo in jim je zaradi tega tudi težje v družbo vstopati. Tako da naslednja taka motnja, duševna motnja, ki je povezana z debelostjo, so motnje hranjenja, kjer je v bistvu najbolj pogosta je motnja kompulzivnega prenajedanja. Absolutno je treba tukaj poudariti, da nima vsaka oseba, ki ima težave z debelostjo, nima
ob tem tudi te psihiatrične diagnoze, nekateri pa jo imajo. Moramo se zavedati, da načini prehranjevanja, ki lahko vodijo do debelosti, so različni. Lahko osebe imajo pogoste prigrizke in zaradi tega pride do debelosti, lahko pa prihaja tudi do tega, da oseba izgubi občutek kontrole nad prehranjevanjem, ob tem čuti občutke sramu, jeze, žalosti in nima občutka, da se lahko takrat ustavi. In ob takih primerih, takrat govorimo, da gre za epizode kompulzivnega prenajedanja in jih je potrebno prepoznati in takim osebam ponuditi pomoč. Vemo, da bodo take osebe tudi težje pristopile k spremembi življenja, so mogoče manj ugodni kandidati za določene načine zdravljenja, zato jim rabijo še dodatno podporo. Pri otrocih pa mladostnikih večkrat vidimo, da se upadajo tudi z debelostjo motnje pozornosti pa aktivnosti ali pa motnje opozicionalno-kljubovalnega vedenja. Na prvi pogled se mogoče zdi tako hecen, ker si otroke z motnjo pozornosti pa aktivnosti predstavljamo kot neke take aktivne dečke, ki tekajo naokrog, ampak dejansko pri otrocih pa mladostnikih se velikokrat pokaže, da gre za neke notranje procese težav z čustveno regulacijo, in težave z regulacijo impulzov je tista, ki povzroča tako težave pri motnji pozornosti pa aktivnosti, kakor tudi pri debelosti, in je tista, ki nam lahko velikokrat se upade, velikokrat neprepoznana in je pomembno, da jo začnemo pravilno naslavljati in pravilno zdraviti. Seveda so potem kasneje lahko tudi druge motnje, recimo povezane z rešitvenimi funkcijami, se pravi to, da oseba zna malo težje planirati, težje načrtovati, težje se ustavljati, težje svoja čustva regulirati, in lahko prihaja do teh povezav z debelostjo. V starejših, v poznih letih je ugotovljeno, da imajo tudi osebe več težav z morebitnimi demencami, težavami z mišljenjem in tako naprej, kar je tudi pomembno opozoriti. Zdaj, kot sem že omenila, večkrat otroke pa mladostnike, zagotovo so to ena najbolj rizičnih skupin, ker če se debelost začne pri njih, je nekako za pričakovati, da bodo imeli podobne težave kar nekako celo življenje, Vemo, da poleg tega, da ovira njihovo razvoj zdravja, imajo več zdravstvenih tveganj, kot je primarij Cevc prej nam lepo povedal, imajo otroci pa mladostniki tudi zelo oškodovan psihosocialni razvoj, Veliko jih je zbadanih, tako s strani vrstnikov, sošolcev, pa ne samo to. Veliko mladostnikov poroča, da je zbadana tudi s strani družinskih članov, nekih bližnjih oseb, od tistih, ki jih ne bi pričakovali, da so deležni enih opazk, ki jih zbodejo. In to seveda prispeva k temu, da je njihova samopodoba v povprečju nižja, kot jo vidimo pri njihovih zdravih vrstnikih, počutijo se manj sprejete, velikokrat se zapirajo se zapirajo za štiri stene, manj se družijo z vrstniki, manj so vključeni v neke telesne ali pa druge izvenšolske dejavnosti, Zelo težko je, recimo, ko pride v ambulanto 14-letni fant s prekomerno telesno težo, pa ga bi želel integrirati v neko športno dejavnost. Tak fant skoraj praktično nima možnosti. Vsi klubi, vse športne stvari, ki se dogajajo, so na nekem profesionalnem nivoju, otroci trenirajo, tega je veliko, pri čemer samih rekreativnih možnosti pa je običajno v nekih lokalnih okoljih po Sloveniji zelo malo. Tako da te otroci kam se umikajo? Vemo, za ekrane, Vemo, da je čas preživeti za ekrani, predvsem pri otrocih, ki niso športno aktivni, zelo povezan z razvojem debelosti. In si lahko predstavljamo, da jim pri takem otroku, ki se manj druži, ki je manj vključen, tudi
močno oškodovan ta psihosocialni razvoj, sploh v obdobju mladostništva, ki je v bistvu neko eksperimentiranje in druženje z vrstniki res pomembna razvojna naloga za izgradnjo identitete pa za krepitev medosebnih veščin, medosebnih odnosov, ne. Tako da to je, pri mladostnikih vidimo zelo veliko tudi pridruženih čustvenih težav, kjer sem prej govorila, in tudi kasneje psihiatričnih. Zdaj mogoče, če omenim še nadaljnjo skupino, ki je zelo rizična, so tudi posamezniki, ki imajo psihiatrične motnje, psihiatrične težave in so zdravljeni s psihiatričnimi zdravili. Vemo, da imajo ta zdravila še dodaten učinek na dvig telesne teže in je to še težje. Hkrati pa in tudi zaradi njihovega duševnega čustvenega stanja jim je toliko težje spremeniti življenjske navade, toliko težje jih je integrirati v neke zdrave življenjske sloge kakor sicer. Potem je ena od takih skupin tudi, ki je zelo rizična, so starejše osebe, starejši posamezniki, ki imajo seveda pridružene še zdravstvene težave. Gospod primar je omenil težave s sklepi, toliko težje je potem se začeti gibati, ko je toliko skeletno-mišičnih bolečin že zraven, in drugih, taka oseba ima že zelo utrjene navade, Znano je, da se starejši, ko smo, težje se spreminjamo, in je toliko težje začeti z novim življenjskim slogom, kakor bi sicer, Tako da, zdaj, ko sem glih omenila spremembe življenjskih navad, mogoče še to povem, da to je težko za starejše ljudi, ni pa enostavno niti za mlajše, niti za nobenega praktično od nas, Spreminjanje življenjskih navad je res ena težjih stvari v življenju. Včasih se sliši zelo preprosto, zdravilo za debelost, je redno gibanje in zdrava prehrana, ampak vemo, da je to cilj, ki ga zelo redko kdo lahko na tak enostaven način doseže. Zakaj? Zaradi tega, ker ko enkrat neka navada vzpostavljena, se močno zapiše v naše možgane, v stare dele možganov, ki so zelo odporni na spremembe. In ko je ena navada dobro zapisana v njih, jo je zelo težko spremeniti, tudi ko jo recimo odpravimo, začnemo z drugo navado, navada ne izgine, ona samo počiva v nekem v možganih in lahko že ena ponovitev starega vedenja dejansko sproži nazaj aktivacijo stare navade, Se pravi, zato, da mi lahko neke navade, ki so že usidrane, dobro spremenimo, rabimo zelo močno, se pravi, rabimo prvo motivacijo, da se bomo tega sploh lotili. Za motivacijo pa vemo, da je zelo nihajoč proces, in da je lahko en dan zelo visoka, že takoj drugo jutro pa se zbudimo in nimamo nekako več te odločnosti in želje, da bomo te stvari delali naprej, In zato je ta podpora, ki jo mora dobiti oseba, ko se želi spremeniti, zelo ključna, se pravi podpora zdravstvenega sistema, celotne okolice, družinskih članov, tudi šolstva, bi rekla celotne družbe pri tem, da ko začne spreminjati svoj življenjski slog, da ima te možnosti v okolju in da jo vsi podpremo, pa tudi, da se te navade sploh ne razvijajo, zelo pomembna preventiva debelosti, da sploh delamo na tem, da do tega ne pride pri tistih posameznikih, ki so še zdravi, Tako da, tako iz moje strani, seveda pa hvala, dobrodošla vprašanja. Hvala lepa. Zdaj pa se selimo še na klinični oddelek za kardiologijo, tam prihaja profesor Andrej Pernat. On je specialist aritmologije in bo povezal debelost pa srčni ritem. Izvolite. Ja, hvala lepa za najavo, gospodu Zalarju. Lep pozdrav še z moje strani. Torej, moja predhodnika sta že zelo lepo opredelila ta problem debelosti in seveda podobno kot pri drugih srčno-žilnih obolenjih in dejavnikih tveganja obstaja tudi povezava med debelostjo in pa motnjami srčnega ritma. Zdaj, o mehanizmih morebiti zelo na širok ne bi želel govoriti tukaj, ampak primarij Cevc je že lepo omenil, nekako osnovni problem je nek motnja na nivoju presnove.
ki privede do kroničnega vnetnega dogajanja in to vpliva potem na številnih nivojih, tako na srcu kot na ožilju in na nek način seveda privede do funkcijskih in strukturnih sprememb v srčni mišici na ta način, da potem ta seveda je nagnjena k večji možnosti nastanka aritmij. Če vemo, da seveda debelost je povezana tudi z večjo incidenco, s pojavnostjo debelosti, pa koronarnega obolenja, potem tudi to sta pa dva izmed glavnih dejavnikov tveganja za nastanek strukturnih obolenj na srčni mišici, ki seveda je osnova temu, da aritmije nastanejo, potem vidimo, da je pač ta povezava dokaj kompleksna. Tretja je tudi ta, da debelost neugodno vpliva na ravnovesje avtonomnega živčevja na ta način, da se poveča aktivnost simpatičnega živčevja, to pomeni, to je tisti del, ki povišuje krvni tlak, ki pospešuje srčen utrip, in to seveda je znova en izmed dejavnikov, ki povečuje možnost sprožanja motenj srčnega ritma. Potem imamo pa še enega izmed dejavnikov, to je pa motnje dihanja med spanjem. Debeli ljudje imajo bistveno večjo možnost nastanka tako imenovane nočne apneje, se pravi presledkov med dihanja med spanjem, in to je tudi eden izmed dejavnikov tveganja, ki ga povezujemo z povečanim tveganjem za nastanek nekaterih najbolj pogostih motenj srčnega ritma. Zdaj, povezava z motnjami ritma je v glavnem opredeljena za recimo 3 razrede motenj srčnega ritma. 2 sta res pomembna. Prva je atrijska fibrilacija, potem prekatne motnje srčnega ritma, kjer mislimo predvsem na pogostejše prezgodne prekatne utripe, tudi kratke zagone, tako imenovane neobstojne prekatne tahikardije, v nekaterih primerih pri zelo debelih ljudeh pa celo povečano tveganje za nenadno srčno smrt. Tretja skupina je pa povezava z motnjami prevajanja. Ta ni tako močna kot za prvi 2 aritmiji, ki sem jo omenil, ampak vendarle obstaja ljudje, ki so debeli, imajo nekoliko večjo pojavnost, predvsem nekih motenj prevajanja po srcu v obliki tako imenovanega atrioventrikularnega bloka. Vem, da to vam nič kaj dosti ne pomeni. Skratka, do določene mere obstaja večje tveganje k počasnemu srčnemu utripu, vendar to ni pravzaprav glavni problem pri debelih ljudeh, kar se tiče motenj ritma. Bistveno večji problem je atrijska fibrilacija. Ta povezava je res močna, in sicer če čez palec pogledamo, debeli ljudje imajo približno za 2 do 4-krat večje tveganje za nastanek atrijske fibrilacije. V nekaterih raziskavah so celo izračunali, za koliko se moramo zrediti, da se nam bo tveganje povečalo, in so izračunali, da se tako imenovani indeks telesne mase mora povečati za 5 kg na kvadratni meter. Zdaj, kaj to pomeni v praksi? To pomeni, da za nekoga, ki je približno 1,70 m visok, se mora ta zrediti za dobrih 8 kg, zato da se bo njegov tveganje povečal za približno 1/3, če takole se bolj izrazim. Se pravi, če se zredimo za 8 kg dobrih, imamo tretjino večje tveganje, da bomo doživeli atrijsko fibrilacijo. Skratka, večja, ki je teža, se ta tveganje povečuje. In zelo podobno velja tudi za prekatne motnje srčnega ritma. Se pravi, debeli ljudje imajo približno za 2 do 4-krat večje tveganje nastanka prezgodnih prekatnih utripov. Zdaj, kaj to pomeni? To ponavadi ljudje čutijo tako, kot da jim utrip izostane, potem pa temu sledi en močan udarec srca. In to je mnogokrat zelo moteče za bolnike. V naši ambulanti prihajajo s temi težavami zelo pogosto in jim kar precej krni kvaliteto življenja. Večinoma na srečo to ni zelo ogrožujoč pojav, za razliko od drugih 2, se pravi neobstojna prekatna tahikardija, to je aritmija, ki jo moramo pa seveda bolj resno imeti in se za približno podobni faktor nekako povečuje, okoli 3-krat večja pri debelih ljudeh je pojavnost te motnje ritma. Pri tej aritmiji pa seveda moramo že upoštevati, da lahko do določene mere vpliva na prognozo teh bolnikov. Še posebej zato, ker seveda niso samo debeli, ampak imajo zelo verjetno v ozadju koronarno bolezen, ker imajo zelo verjetno v ozadju lahko srčno popuščanje, zadebeljeno srčno mišico, in če to vse skupaj seštejemo, seveda se ta tveganje za nenadno srčno smrt, to je pa tisto, česar se bojimo,
kar precej poveča. Zdaj, zračunajo so, da predvsem zelo debeli ljudje, ali pa recimo močno prekomerno prehranjeni, to je indeks telesne mase 30 kg na kvadratni meter. Če vemo, da je normalni indeks telesne mase nekje do 24, potem so to res kar precej debeli ljudje, imajo približno 2 do 3-krat večje tveganje za nenadno srčno smrt. Seveda povezava znova ni zgolj premosorazmerna, direktna, ampak preko pojavnosti drugih dejavnikov tveganja za srčno obolenje, ki sem jih ravnokar prej opisal, ampak to velja se zapomniti. Zdaj, če seveda vemo, da obstaja ta povezava in da debeli ljudje, če čez palec pogledamo, okoli 3-krat večje tveganje za atrijsko fibrilacijo, za prekatne motnje srčnega ritma, celo za nenadno srčno smrt, se moramo seveda vprašati zdaj, a je podobno kot drugje, kot pri sladkorni bolezni, kot pri visokem tlaku, obstaja tudi obratna povezava, se pravi, če bomo zmanjšali telesno težo, ali lahko na ta način, na nek način seveda zmanjšamo tudi pojavnost ali pa tveganje za pojav motenj srčnega ritma. No, na srečo velja enako kot pri drugih primerih, kot so bili prej omenjeni strani primarij Cevca, je tako. Se pravi, če ti ljudje zmanjšajo telesno težo, se pojavnost motenj srčnega ritma zmanjša. Še posebej velja to za atrijsko fibrilacijo, kjer so zračunali, da če, zdaj za koliko moramo shujšati, za približno že 10%, se pravi, če ima nekdo 100 kg, pa shujša na 90, se lahko pojavnost atrijske fibrilacije ali pa če jo že ima, pogostnost napadov bistveno zmanjša. Z drugimi besedami, če recimo imamo nekoga pred seboj, ki je debel, lahko mi počnemo praktično, kar želimo. Se pravi, lahko ga zdravimo z antiaritmiki, lahko mu naredimo katetersko ablacijo, vendar bo uspešnost vseh teh ukrepov in zdravljenj bistveno manjša pri nekom, ki je debel in ne shujša, kot pri tistem, ki shujša. Zgolj za primer, se pravi, pri skupini ljudi, ki so imeli atrijsko fibrilacijo, so bili debeli in so shujšali za 10%, in ključen poudarek je tudi to, da seveda morajo potem to zmanjšanje telesne teže vzdrževati. Ni zadost, da mi shujšamo, pa smo 2 meseca seveda potem majčkeno manj prehranjeni, pol gre pa postopoma gor, kar se pogosto dogaja, kot je primarij Cevca rekel, tako imen jojo učinek. Skratka, če uspemo to vzdrževati, potem je uspeh zdravljenja te atrijske fibrilacije, na primer s katetersko ablacijo ali pa z antiaritmiki, približno 6-krat večji. Prav 6-krat večjo možnost imamo, da se bomo te aritmije rešili, kot pa tistimo, ki ostane debel. In ta povezava je res do te mere tako močna, da mi ljudem, ki so res izrazito debeli, pravzaprav poseg v prvi fazi, recimo kateterske ablacije za atrijsko fibrilacijo, odsvetujemo, zato ker je uspeh zelo slab. Takšni bolniki potrebujejo res vključitev v nek program, kot je pa že gospa Klemenčičeva tudi povedala, spremembe življenjskega sloga, ki vključuje aspekt številnih nekih modifikacij življenjskega sloga, od redne telesne dejavnosti do ustreznega zdravljenja povečanega krvnega tlaka, do urejanja krvnega sladkorja. Ti ljudje shujšajo in to je tek na dolge proge. To se ne da narediti v mesecu, 2, 3, ampak traja več mesecev pogosto, da dosežemo ta učinek, se pravi 10% znižanja. Pogosto se zgodi, tako kot je rekel že primarij Cevc, da se tudi urejanje tlaka potem izboljša, sladkorja izboljša, in večkrat se zgodi, da ti ljudje potem nenadoma, če so imeli prej napade mesečno ali bolj pogoste atrijske fibrilacije, doživijo to, da imajo napade zgolj 2 do 3-krat letno. Potem rečejo, doktor, jaz potem seveda zdaj pa nimam več takšnih težav in potem ne rabijo več interventnih načinov zdravljenja. Skratka, izjemno pomemben aspekt obravnave debelih ljudi je ta. In izjemno težek, kot je že moja predhodnica omenila. Jaz bi to toliko na kratko, kar se tiče povezave debelosti z motnjami ritma omenil, bi pa želel to priložnost izkoristiti še za eno stvar, enako kot je seveda osnova današnje tiskovne konference Svetovni dan debelosti, ki je 4. marec, strokovne, vse aritmološke svetovne organizacije strokovne obeležujejo tudi Svetovni dan srčnega utripa. No in ta je pa 1. marec. In
zdaj zgolj 2 minuti vam še ukradem. Zdaj, zakaj je to pomembno, kaj je namen tega in zakaj je to iniciativa, ki je nekako mišljena, da bi bila obeležena po celem svetu? Ker želimo izboljšati zavedanje pomena sledenja svojemu srčnemu utripu med laično javnostjo. Podobno, ker je pomembno, da si beležimo krvni sladkor, krvni tlak, je enako srčnim utripom. Zdaj, zakaj je temu tako? Zato, ker določen odstotek ljudi svoje aritmije ne čuti. Določeni čutijo vsak preskočen utrip, približno tretjina ljudi pa na primer tudi atrijske fibrilacije ne zaznava subjektivno, dokler je naključno ne ugotovijo, ker so šli k osebnemu zdravniku zaradi kakršnih kot drugih težav. Problem je v tem, da tudi če jo ne čutimo, takšna neprepoznana atrijska fibrilacija predstavlja dejavnik tveganja za možgansko kap, srčno popuščanje in tako naprej. In del teh ljudi seveda doživi, da ima lahko prvo manifestacijo te svoje nezaznane aritmije, prav možgansko kap, za katero pa vemo, kako velike posledice nosi seboj. Kar je dobro, je to, da ne potrebujemo neke sofisticirane tehnologije, da bi mi to zaznali, ampak zgolj enostaven način palpacije svojega pulza na zapestju ali vratu. In namen tega svetovnega dneva srčnega utripa je ta, da med laično javnostjo poskušamo ta zavedanje o pomenu sledenja svojemu srčnemu utripu zgolj preko palpacije pulza zasidrati v zavest, ker na ta način bomo lahko del pomembnih zapletov aritmij preprečili in v ta namen smo seveda delovna skupina za aritmologijo pri Združenju kardiologov Slovenije in Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije pripravili tudi dogodek, ki ravno sedaj poteka na Prešernovem trgu, zato ker 1. marec je hkrati tudi pustna sobota in nam mestna občina ni dovolila narediti tam stojnice. No in danes je pa ta stojnica med 10:30 in 13:30 na Prešernovem trgu. Tam bodo imeli ljudje priložnost se naučiti, kako si pravilno zatipati puls, lahko si bodo v reševalnem vozilu posneli EKG, so na voljo tudi izobraževalni materiali pisni in na ta način želimo seveda razširiti tudi ta zavedanje med laično javnostjo o pomenu sledenja srčnega utripa. Tako, hvala lepa vsem za poslušanje, tisti, ki ste me poslušali in toliko z moje strani. Hvala lepa. Vsem trem govorcem, kot sem prej obljubil, bomo po uvodih odprli diskusijo. Nihče se zdaj še ni skorajžil, da bi zapisal v chat. To ne pomeni, da vprašanj nimamo, nekaj jih je že bilo. Aha. Prvo vprašanje za primarja Cevca v chatu. Če se da sam trenutek? Ja, primarj Cevc, si ti tole prebral? Sem. Izvoli. Poglejte, temeljna razlika je ta, da pri osebah z debelostjo, pri motnjah v presnovi maščob, pri osebah z debelostjo lahko z prehrano, spremembo prehranskih navad, to motnjo odpravimo. Medtem ko pri običajni hiperholesterolemiji z prehrano relativno malo vplivamo na raven holesterolov. Pri teh pa brez spremembe teh prehoda v zdravo prehrano praktično ni mogoče. Tudi tipično za tako motnjo v presnovi maščob pri debelosti in prekomerni telesni teži je, da imajo povišane ne samo holesterol, ampak tudi trigliceride in običajno imajo tudi nižji tako imenovani zaščitni holesterol, to se pravi HDL holesterol. Če shujšajo, če se spremenijo njihove prehranske navade, vse to praktično izzveni in smo s tem pravzaprav dosegli cilj, se pravi, da tudi maščobe niso več povišane. Pri debelosti to gre, pri običajni hiperholesterolemiji pa to s prehrano le redko dosežemo. Ja, drugo vprašanje je za dr. Klemenčičevo. Kako nasloviti negativno samopodobo? Izvolite. Ja, hvala za to vprašanje. Dejansko velikokrat pridejo pacienti pač v ambulanto klinično-psihološko prav s tem namenom, dajmo popraviti
samopodobo. Ampak to je en tak proces, ki se ga ne dela dejansko v psihološki ambulanti, malo se ga lahko tudi naslovi, ampak to občutke, se pravi, dvigati svojo pozitivno samopodobo, to se dogaja predvsem takrat, ko nam nekaj dejansko v življenju uspe, a ne, se pravi, da dvignemo osebi z nizko samopodobo, malo njen občutek učinkovitosti, jo je potreben vključiti v neke take programe ali pa dejavnosti, kjer bo lahko nekaj dosegla, kar do zdaj ni zmogla, a ne. Se pravi, da si skupaj z njim da zastavimo neke realistične cilje, ki jih bo lahko dosegla in ki bojo naslavljali to, kar ne more. Se pravi, če imamo fanta z nizko samopodobo pri 14 letih telesno, ne, ki ima občutek, da ne zmore in da ne more teči in da ne more kaj, ne pomaga, da mu mi govorimo, ti si fajn, a ne, ker razume, da enih stvari ne zmore, ampak da mu dejansko si z njim zastavimo cilj, nek zmeren, ki ga bo sposoben, in z njim potem izvajamo korake v tej smeri, da bo on zmogel, ne vem, prehoditi nekaj kilometrov, a ne, mogoče priti na bližnji hrib, a ne vem, metati žogo nekaj časa, in zagotovo bo potem, ko se bo to nekaj tednov v mestu vzdrževalo, bo ta samopodoba se dvignila, ker bo videl, da je bolj učinkovit, bolj spreten, kot je bil, a ne. In na tak način, a ne, se pravi, z omogočanjem pozitivnih izkušenj, kjer otrok oziroma odrasla oseba dobi občutke učinkovitosti in tega neke lastne sposobnosti, a ne. Zagotovo tudi to, da mu ne dajemo nekih opazk, ki niso neprimernega, da ne zbadamo z žaljivkami, a ne, ob seveda upoštevanju vseh teh stvari, a ne, z upoštevanjem neke ustrezne komunikacije, in tako naprej, ne. Tako da to bi zelo poudarila, da je pomembno, da se takim osebam omogočijo tudi realistični cilji, ne. Zdaj mogoče včasih, a ne, ko srečamo osebo, ki ima ekstremno povišano telesno težo, njena želja je recimo shujšati 40 kilogramov, a ne. Mi vemo, da je tak cilj pogostokrat zelo težko doseči, a ne, da to verjetno ni realističen cilj. In se mogoče bolj kakor na te neke visoke cilje usmerimo na manjše, pa mogoče ne tudi samo na izgubo kilogramov, kakor na neke vedenjske cilje, se pravi to, da spremeni eno navado, da, ne vem, dvigne število korakov, da več hodi, da zamenja prehrano, a ne. Take cilje, ki so lažje merljivi, lažje primerljivi, in seveda pol, ko oseba to doseže, da ga pol realistično pohvalimo v skladu s tem, in to je tisto, kar bo dvignilo samopodobo. Hvala. Ja, zdaj naslednje vprašanje tudi iz četa še, je pa za doktor Pernata. Atrijska fibrilacija je prisotna pri očetu, ki ima povečano telesno težo. Sama imam normalno telesno težo, redno se gibam, urejeno imam prehrano. Ob stresu čutim preskok srca. Me mora skrbeti. In katero obliko vadbe priporočate za osebo z atrijsko fibrilacijo? Izvolite. Ja, če se takoj greva kar na vprašanje, me mora skrbeti, pravzaprav 99% ne. Posamične preskoke utripa ima občasno, bom rekel, 80% populacije, in v primeru neke zdrave, aktivne osebe, kot ste vi, je pravzaprav izjemno mala verjetnost, da gre za kak nevaren utrip, če temu tako rečeva. Zdaj, ali, če ste s tem mislili, ali zdaj to pomeni, da ste ogrožene zaradi atrijske fibrilacije, najverjetneje zgolj zaradi tega ne. Obstaja sicer določen odstotek bolnikov, pri katerih obstaja tako imenovana genetska komponenta atrijske fibrilacije. Vendar po do zdaj znanih podatkih odstotek teh bolnikov ni zelo velik in ta povezava, kjer bi bila res jasna, ni prav izrazita, vsaj za veliko večino populacije ne, in pravzaprav je atrijska fibrilacija bolj posledica številnih drugih dejavnikov, ki so bili danes že našteti. Telesna aktivnost je eden izmed dejavnikov, ki lahko do določene mere poveča pojavnost atrijske fibrilacije,
predvsem športi, ki so izrazito visoko intenzivno aerobni športi, se pravi maratonski tekači, veslači, kolesarji, ti imajo povečano tveganje za nastanek atrijske fibrilacije, kasneje v življenju približno 1,5-krat večje tveganje je pri takšnih ljudeh. Zdaj, če pa se vi ukvarjate s tekom in tečete v nekih normalnih merah približno 10 km, pa greste na Ljubljanski maraton, tečete 21, pa tudi če greste enkrat pa dvakrat na let 42 km, pa to ni noben problem. Skratka, primerna, zmerna aerobna vadba, vse od kolesarjenja do teka, do plavanja, kjer pač to ni količinsko ali intenzivnostno izrazito veliko, se pravi, če nismo športniki profesionalno ali pa na klubskem nivoju trenira, pravzaprav so koristni učinki te dejavnosti mnogo večji, kot pa mora biti minimalno večje tveganje, da boste vi kdaj doživela atrijsko fibrilacijo. Druga skupina športov, ki povečuje tveganje za nastanek atrijske fibrilacije, so pa športi, kjer gre za tako imenovane izometrične napore, se pravi tisti, ki dvigujejo velika bremena, se pravi tisti, ki dvigujejo uteži ali pa pretiravajo v fitnessu, takrat, ko v prsnem košu močno naraste tlak, to poveča na nek način tlačno obremenitev srca, posledično se to čez čas privede do razširitve preddvora levega in nastanka atrijske fibrilacije. To so primeri. V nekih normalnih okvirih je pa pravzaprav športna aktivnost mnogo bolj koristna, kot pa da bi močno večala tveganje za atrijsko fibrilacijo. Hvala lepa. Gremo naprej. Jaz imam tu še nekaj vprašanj, ki so nam jih poslali, najbrž naši člani. Če dobi zdravilo za hujšanje nekdo, ki nima sladkorne bolezni, to mislim, da se ve, na kaj se nanaša, kakšni so dolgoročni stranski učinki jemanja tega zdravila? Številni, potencialni. Znano je, da to zdravilo, katerega imena ne bomo imenovali, ima kar nekaj stranskih učinkov. Na katerega moramo biti pravzaprav zelo pozorni, je to, da se naša prebavila bistveno počasneje izpraznijo. To je pa pomembno pri raznih operativnih posegih ali podobnih. Načeloma velja, da bi moral človek, ki gre na neko operacijo, ob kateri bi ga intubirali tudi, stradati, biti tež vsaj 12 ur. Za te se zdi, da je skoraj 2 dni tisto ta pravo, ker hrana načeloma se bistveno bolj počasi, prebavila se bistveno bolj počasi izpraznijo. Slabosti lahko nastanejo kadarkoli, zdaj so številni podatki, ki govorijo o tem, da imajo potencialno nekaj več težav z žolčnimi kamni, da imajo lahko težave z trebušno slinavko, tudi nekaj se nakazuje o raku, vendar so to redke stvari. Ampak treba je na to vedeti. Ampak tisto, kar je pa res pomembno, je pa to, da je treba, če imamo predviden nek operativni poseg, je treba povedati, da smo na tem zdravilu zaradi nevarnosti, namreč kadar se takega človeka intubira, zapravo, da se ga da na mašine, lahko takrat bruhnejo in to lahko aspirirajo, zaradi tega je to pomembno, da so tešč, da ni vsebine v želodcu in v črevesju. In predvsem v želodcu. Hvala, gremo naprej. Kakšen je postopek zdravljenja debelosti pri otrocih in mladostnikih v primerjavi z odraslimi? Pravzaprav, jaz nisem strokovnjak za otroke, ampak načeloma je verjetno pri obojih enak. In mora biti, kot se zelo kunštno reče, holističen. Od tega, da pristopamo, tako kot je bilo prej s strani dr. Klemenčičeva rečeno, da moramo biti izrazito motivacijski, da moramo postavljati cilje, ki so realni. Drugo pa je, da seveda je potrebno omejiti kalorije. To je ena reč, druga reč je pa taka, da hrana mora biti taka, da se postopoma prehaja ta energija iz črevesja v naše telo. Skratka,
pa smo spet pri mediteranski prehrani, ki je bogata na vlakninah, ki je bogata na zelenjavi, ki uporablja polnozrnata živila, kar vse pomeni, da je glikemični indeks pri teh živilih nižji. In to je tisto, kar je pomembno. Seveda se moramo izogibati sladkanim pijačam in jedačam, ker to je tisto, kar hitro dvigne krvni sladkor. Že prej sem pa rekel, da imajo prekomerno prehranjeni in debeli težave z inzulinsko neodzivnostjo in potem tak skok krvnega sladkorja ima celo vrsto posledic. Tega se moramo izogibati, tega moramo biti čim manj. Definitivno moramo, če hočemo shujšati, manj energije zaužiti, kot jo preko dneva porabimo. Se pravi, tudi intenzivnejša telesna dejavnost, ne tek maratonov, ampak redna, vsakodnevna taka telesna dejavnost, ki smo jo sposobni tudi dolgoročno izvajati. Vsekakor so pa vse shujševalne kure so pa večinoma škodljive. Zato, ker to so običajno taka priporočila, ki seveda omogočajo, da ti na hitro izgubiš telesno težo, ampak jo potem, ker take prehrane človek običajno dolgo časa ne zdrži in začneš spet normalno jesti, telo se je prilagodilo tem spremembam ob taki prehrani in dobimo nazaj telesno težo z obrestmi. In to je tisto, kar smo prej z dr. Peretom rekli, to je pa jojo hujšanje. Najprej 10 kil dol, pa 12 gor. Ja. Če lahko še jaz tukaj sam dodam, bi zelo podprla, kar je primarij Cevc rekel, bi pa samo opozorila na ta del, bolj, ko so otroci majhni, bolj je pomembno, pa tudi pri mladostnikih, zelo je pomembno naslavljati starše, starše, okolico, Tukaj velikokrat vidimo pričakovanja, pride družina, povejte mu, da ne sme to jesti, povejte otroku, Otrok ni tisti, potem so že mladostniki, ampak ni tisti, ki v osnovi kupuje in moderira, kaj bojo doma jedli, Predvsem so starši tisti, ki so odgovorni za to, da pri otrocih vzpostavijo zdrave življenjske navade, da zagotavljajo zdrave alternative, da spodbujajo zdrave hranjenje, ne za zasloni, ne nezavedno, da neko zavestno prehranjevanje za mizo, z neko bogato hrano, ki ni enoznačna, da se ukinejo recimo sladke pijače, da se recimo ukine prisotnost nekih slaščic in tega, kar bi bilo non-stop na voljo, nočemo zdaj dati celotne prohibicije, nekaj čisto prepovedati, to nima smisla, ker potem to samo veča želje po prepovedanem pri otrocih, ampak da niso na voljo, da niso recimo piškoti na mizi, bomboni non-stop dostopni, da se da tem stvarem svoje mesto in tukaj morajo glavno odgovornost prevzeti seveda starši, poskušamo pa vključiti tudi šole in druga okolja oziroma vrtce, da podpirajo to, kar starši doma zastavijo. Bolj, ko so mlajši otroci, bolj je se pravi pristop temu, kontrola hrane in gibanja, kasneje pa seveda se vključujejo tudi zdaj po novem tudi zdravila, ne bi zdaj v tem natančno razlagala, ker nisem zdravnica, ampak se od 12. leta naprej otroke že počasi zdravimo tudi z zdravili. Ja. Jaz sem hotel samo še nekaj reči, da je zelo pomembno je, da si za hrano vzamemo tudi čas. Tisto, ko hrano požreš v 3 sekundah, to ima za posledico bistveno večjo, taki, ki tako jedo, so bistveno bolj debeli, kot tisti, ki si vzamejo za prehrano 20 minut, pol ure in to so dokazali na številnih raziskavah. Zmeren tempo pri prehranjevanju in žvečenju vsakega obroka je zelo pomembno, ker to omogoči občutek sitosti. Tisti, ki pa vržeš hrano vase, kot so naša mati rekli, kot bi Juda v peku metal, to je pa narobe. Hvala. Imam še 3 kratka vprašanja. O tem lahko na dolgo govorimo, jasno, ampak prvo je, kako debelost vpliva na presnovo? Jo zavira, obremenjuje ali še kaj drugega? Pa zdaj,
Težek odgovor. Debelost seveda vpliva tudi na prehrano, zaradi tega, ker je znano, da debeli ljudje izgubijo občutek za sitost. In če malo pogledate, tipičen tak Američan si naloži na krožnik to, da iz vseh koncev dol leze in vse poje. Tako da seveda to vpliva. Drugo je znano, da smo spet pri hitrosti, že v ustih človek zaznava ne samo kislo, slano, grenko, ampak tudi maščobne kisline. In tukaj so direktne povezave z možgani in s centrom za sitost. Zaradi tega je spet to pomembno, da se prežveči, zato ker že takrat se te proste maščobne kisline se zaznajo in pošljajo impuls v možgane v center za sitost. Dokazali so, da če so iste maščobne kisline, če si jih ti pojedel, je bila sitost. Če se jih pa direktno v želodec pretočil, bomo rekel, taki pa sitosti niso imeli. Skratka, tukaj so pa številni mehanizmi, ki se med seboj dopolnjujejo, tako da seveda debelost vpliva na prehranjevanje in prehranjevanje jasno vpliva na debelost. In tukaj lahko pridemo do te začaranega kroga, ki vodi v debelost, če se ne prehranjujemo pametno. Ja, naprej, hvala. Je slabo, če jemo pozno zvečer po 20 uri? Če da, zakaj? Ja, odsvetuje se. To je zaradi tega, ker je pravzaprav spet, to so določene obremenitve našega prebavnega sistema in tudi metabolnega, in zaradi tega se odsvetuje, oziroma predlog je, da se najkasneje 2 uri pred spanjem, da je zadnji obrok. To so študije, ki so pokazali, ja. Hvala. In zdaj še zadnje vprašanje. Ali je v procesu zdravljenja debelosti pri odraslih tudi vključena psihološka podpora? Moralo bi biti, pa nisem mi zdi. Verjetno bo kolegica Rajš povedala. Sodelovanje psihologov v zdravstvenem sistemu je bilo mogoče zadnja desetletja, ne zadnjih par let, ampak zadnja desetletja precej podhranjeno. Klinični psihologi zdravstva so bili redki in dejansko ni bilo možnost, da bi pokrivali vsega. Se pa v zadnjih letih ta stvar bistveno izboljšuje. Tudi na Univerzitetnem kliničnem centru vem, da so že programi, so skupine, imajo tudi zaposlene neke psihologe. To se počasi širi. Poleg tega se širi mreža CKZ-ev, to so centri za krepitev zdravja na primarnem nivoju, kjer so tudi zaposleni psihologi in se širijo programi, ki so v ta namen namenjeni. Tako da to je področje, ki se ga zavedamo, da je podhranjeno in ga poskušamo okrepiti. Je pa velja za zdravljenje debelosti, da je najbolj smiselna timska obravnava, se pravi ne samo psihološka kot taka, ampak da sodelujejo različen tim, se pravi zdravnik oziroma z dobro opremljeno znanje medicinsko sestro, pa kineziologi in dietetiki in vključno psihologi. Tako se naslovi v bistvu vsa ta področja, ki so šibka in lahko skupaj se dosegajo najboljši rezultati. Hvala lepa. Vprašanj več ne vidim nikjer. Pomeni, da smo prišli do konca. Seveda, če se je kdo še česa spomnil, ima še zadnjo možnost. Sicer pa, kot običajno, smo pripravili izjavo za javnosti. Tole bodo vsi, ki so bili deležni vabila, dobili v zelo kratkem času po naši konferenci. Tam je zapisano vse, ali pa glavni poudarki, kar so naši govorci povedali. Ne vidim več, torej hvala lepa. Ja, seveda, govorci... Opravičujem, ne znam roke dvigati, ampak ko smo tako lepo vse zajeli, bi sem še na en vidik opomnila, ker sem se ga pa prejle spomnila, ker je bilo to vprašanje, zakaj naj jesti pozno zvečer. Eden od razlogov je tudi to, da pač pozni obrok lahko moti spanje. Pa ni zdaj sam
ta del, da hočem to poudariti. Pomemben je poudariti, da je spanje tudi zelo povezano z debelostjo, a ne? In da ljudje, ki so čezmerno težki, vemo, da velikokrat premalo spijo in da je zelo pomembno, da se ob zdravljenju debelosti in v obvladovanju in preprečevanju naslovi zdrav spanec. In sam ta del sem hotela še opozoriti in dovolj spanca in zdrave spalne navade. Hvala lepa. Hvala. A želita še druge dva govorca kaj za zaključek? Ne? Potem pa hvala lepa vsem trem govorcem in hvala vsem, ki ste